Ej, a hočeš slišati 3 najbolj nadležne zvoke na svetu? Tretji je najbolj grozen, se strinjamo. A ti povem, kako se ga rešiti. Lej, čepki za ušesa so ena rešitev, druga, veliko boljša, pa je menjava metlic brisalcev. Pa ne samo zaradi zvoka. Dobri brisalci so ključni element za varno vožnjo v dežju. Lahko imaš dober avto, dobre gume, ampak če nič ne vidiš, ti vse skupaj nič ne pomaga. Menjava brisalcev ni noben bav. Pravzaprav je simpel, kakor je simpel samo delovanje brisalcev. Dol, gor, stari dol, novi gor. Ko pride do menjave brisalcev, je fajn, če menjamo obe metlici hkrati. Prodajalcu moramo nujno povedati znamko, model in letnico avta, ali se pa sami znajdemo iz te tabele na zadnji strani embalaže. Zakaj je to pomembno? Avti imajo različno dolžino brisalcev na levi in na desni strani, zaradi tega je pravilna izbira dolžine še tako pomembna. Kakor sem že prej omenil, je zamenjava metlic sila preprosta zadeva. Različni proizvajalci avto imajo različne sisteme, ampak načeloma je pri vseh dovolj že en klik oziroma ena poteza, da gre brisalc dol ali pa gor. Evo, zdaj, ko smo zamenjali metlice, ti dam pa še par nasvetov. Prva stvar, nikoli ne drgan brisalcev po suhi šipi. Saj špricen malo tekočine za pomivanje stekel, ok? Druga stvar, v različnih trgovinah za avtodeli lahko kupaš posebne premaze za metlice brisalcev, s katerimi še nekoliko izboljšaš delovanje le-teh. In pa še tretja stvar, v mrzlih dneh, takrat, ko avto počiva, je fajn, če damo brisalce stran od šip. Zakaj? Zaradi tega, ker se metlice lahko zmrznejo skupaj šipo in takrat, ko avto pržgemo, se samodejno sprožijo brisalci in potrgamo gumo na metlica. Pa še neki, ne pozab na tega le malega odzadja. Tega, majsken. Tudi ta ima svoj namen in ne, ni namenjen mahanju takrat, ko si srečen. To je to. Ajde, čau.